Počivaj v miru, Spirit Airlines. Gospa, kaj? Gospa, kaj? Nisem ničesar naredila, samo govorila sem Spirit Airlines o svojem letu. Čeprav letalska družba ni več z nami, so potniki, ki jih nikoli ne bomo pozabili. Nisem naredila ničesar nezakonitega. Torej, da prihajate sem in se vtikate v moje zadeve, razen če kaj storite. Razkrivamo, kaj je pripeljalo do tega, da so to potnico aretirali pred vzletom. Nočem iti v zapor, ne maram biti aretirana. Vse, kar sem naredila, je bilo, da sem govorila Spirit Airlines. To je Law and Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sim Elizabeth Milner. Vsi smo že bili tam. Sediš pri izhodu, za katerega si mislila, da ti je dodeljen, potem pa se nenadoma spremeni. Ko pa je ta potnica zamudila obvestilo, se je odločila, da bo o tem slišal celoten terminal. Danes je 24. maj 2025. Smo v Fort Lauderdale na Floridi, na mednarodnem letališču Fort Lauderdale. Namestniki šerifa okrožja Broward so na poti do izhoda G1. Let za Dallas se bo kmalu začel, vendar ena potnica ni prišla do vkrcanja. Prosimo vas, da se odločite z vkrcanjem kuponom, ker sta navedena dva izhoda. Ne morete nekoga vprašati, gospa kaj? Gospa kaj? Vprašajmo. Nisem še ničesar naredila, glede pogovora za Spirit Airlines o mojem letu. V redu. O mojem letu. To bo šlo na dva načina. Ne bo šlo nikamor, ker nisem naredila ničesar nasilnega. Nisem naredila ničesar. Vse, kar sem naredila, je bilo, da sem govorila. Namestniki so žensko identificirali kot 41-letno Silvijo Zajakor. In Silvija je morala ujeti svoj let. Težava je, da je prepozna. Šerifov urad okrožja Broward. Kaj ste prišli sem gor narediti, ko govorim Spirit Airlines? Nikogar ne motim, jebem ti. Nikogar ne motim. Govorim z njo. Nikogar ne motim. Ne govorim z njo. Razumem in poskušam dobiti nekaj informacij. Ne, jaz dobivam pojasnilo. Vse okej, pridi sem, ko dobivam pojasnila glede svojih poslovnih zadev. Nisem naredila nič narobe. Je nisem užalila, je nisem preklinjala, je nisem dotaknila, nisem naredila ničesar. Lahko ostanem tukaj in govorim o svojem letu. To, da prideš sem in me poskušaš zastraševati, ne bo nič spremenilo, ker nisem naredila ničesar nezakonitega. Nisem naredila ničesar nezakonitega. Torej prideš sem, da se vtikaš v moje zadeve. Jaz ne bom naredila ničesar. Težko je biti napaden. Bari napadina. Torej je končala. Bodi napadena. Mora oditi. Ne. Govorim o svojem letu. Govorim o svojem letu. Govorim o svojem letu. Ne dotikaj se moje glave. Poslušaj. Dali ti bomo 10 sekund. Pojdimo, prosim. Po sodnih dokumentih so Silvi svetovali, da mora oditi in ponovno rezervirati svoj let. Poglejmo, kaj se je zgodilo, ko je teh 10 sekund minilo. Pojdimo naprej. Ne boš se me dotikal. Nisem naredila ničesar. Pojdimo, prosim, gospa. Sem naredila kaj narobe, gospod? Ne dotikajte se me. Ne, prosim, res. Ne smete se me dotikati. Če to storite. Bo, kot da sploh ne govorim o tem. Ne počnem ničesar. Ne počnem ničesar. Ne počnem ničesar. Sem na tem priporu, ker sem bila aretirana. Senjare Čirana, senjare Čirana, senjare Čirana, senjare Čirana, senjare Čirana, senjare Čirana. Ne. Ampak. Nisem. Nisem aretirana, ampak sem aretirana. Sem aretirana. To bo škodilo moji službi. Kar pojdite naprej. Pojdite naprej. Sem aretirana. Sem aretirana. Zaradi česa? Zaradi česa? Zaradi česa? Nočem iti v zapor. Sem aretirana. Ampak vse, kar sem naredila, je bilo, da sem govorila z letalsko družbo Spirit in prosila sem vas, da je ne prijemate na silo. V redu, to je dobro. Zdaj smo končali. To je to. Preprosto. Kaj je narobe? Ja. To stvar bom naredila na silo. Nisem se nikogar dotaknila. Pogovarjala sem se z letalsko družbo Spirit Airlines. Aretirani ste. Nisem naredila ničesar. Nisem naredila ničesar. Me boste prisilno aretirali. Ja, zaradi nedovoljenega vstopa. Če pa naj bi nedovoljeno vstopila, imam karto za Spirit Airlines. Ne povzročam nereda. Poklicala te bom. Ne bom govorila. Aretirate me, ker sem kaj? Lahko ponavljate znova in znova, fantje, ker bi morali biti na policijski kameri. Govorila sem Spirit Airlines. Pogovarjala sem se z njo. Nisem ničesar rekla, nisem ji škodovala, nisem bila nesramna do nje. Vprašala sem jo, zakaj mi povzroča bolečino.
Vi me silite, ker govorim za Spirit Airlines. In aretirate me zaradi letališča. Lahko se pogovarjam z vami, kolikor želim, ker vas sprašujem. Po besedah agentov, na vratih Spirit se je Silvija vedla razgrajaško. Prišla je veliko po času ukrcanja, ker je sedela na napačnih vratih. Nato pa je preklinjala agente na vratih. Razložite mi, da bom vedel. Ne more ti povedati več. Ker je bila ona uslužbenka na izhodu, moral sem pobegniti. Sam povej mi, kaj se je zgodilo z mojo mamo? Pavla je zaprla vrata številka 14. V redu. Prišla je noter in takoj, ko je prišla noter, je zagledala to gospo, ki je tekla in potem je prišla do telefona, rekla sem ji, gospa, morali boste iti na 5710, da vam uredijo novo rezervacijo. Še preden sem lahko dokončala svoj stavek, je začela postajati vsa razburjena. Začela me je žaliti, mi govorila, da me bo spravila na let in tako naprej. Potem sem jo poklicala in lahko si slišala, kako je kričala, ko je prihajala dol. Bila je vedno bolj razburjena. Poskušam dobiti sliko tvoje male stvari. Torej, v bistvu je prišla sem in je bila že takoj zadirčna. Ja. Rekla je, da je bila pri cestni zapornici. Ja, katerikoli dan je že bila tam. Nimamo E13. Ne, to je terminal 3. Torej nimamo E13. Ne, A13, ampak ja, je v terminalu 3. Ja, ampak ji poskušam razložiti, gospa. No, to je oseba rekla, ko sem prišel z varnostne kontrole TSA. Nihče ni rekel. Ne. Nihče ni rekel. Torej, v redu. In potem, ko sem prišel govoriti z njo, je hotela začeti kričati. Tako sem vedel, kaj se bo zgodilo. Torej, v redu. To je to. V redu. Ampak potreboval sem njeno ime, ker sem želel, da dokumentira. Torej, preden si prišel, je to tisto, kar je poskušala dobiti od mene? Ker sem rekel, ali lahko vidim v krcalniku pol. Ja, kako dolgo boš tukaj? Do 1 ure zjutraj, imam 2 para trenerk. Torej boš tukaj čez 20 minut. Ja. V redu, dobim njeno ime zate, če želiš. Prav. Hvala. V redu. Nazaj pri drugem policistu Silvija vztraja, da ni naredila nič narobe. Lahko se pogovarjam s tabo, kolikor hočem, ker te sprašujem, zakaj sem aretirana. Zakaj sem aretirana? Zakaj sem aretirana? Zakaj sem aretirana? Gospod. Gospod, zakaj sem aretirana? 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 Vrnila se bom in izvedela njeno ime. Zakaj sem aretirana? Zakaj sem aretirana? Zakaj me obtožujete nedovoljenega vstopa? In zakaj me je Spirit Airlines izključil? In naj bi se vkrcala na letalo? Zakaj bi bil to nedovoljen vstop, če pa imam karto za Spirit Airlines in sem se poskušala vkrcati na letalo? Kako bi bil to nedovoljen vstop, če imam letalsko karto in sem se poskušala vkrcati na letalo? Kako je to nedovoljen vstop? To je prst. To je letališče. Kaš? Sprašujem te. Ne, stiskaj me močneje. Stiskaš me. Gospod, boli me. Boliš me. Poškoduješ knjigo. Potiskaš me. Ne držim te. Spusti to. Spusti to. Položi to. Boliš me. Samo položi roko. Sprosti jo. Zakaj se poskušaš usiliti name? Sprosti jo in sprosti jo, boli me. Gledate me, gospod. Še vedno me boli. Ta policistka ni, ti si. Lahko malo spustiš roko, ker mi steguješ roke. Še vedno ne vem, zakaj sem aretirana. Hej, stiskaš me, boli 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 me. Ti si, ne umikam se več. Boli me, boli, jusedla se bom. Če bodo na meni sledi, bo vse to tvoja krivda. Umikam se. Še vedno sem s tabo. Še vedno sem s tabo. Ne vleci me za roko. Ti si, nehaj. Zdaj me pusti pri miru. Še vedno mi stiskaš roko. Nehaj jo stiskati. Vsi mi premetavate roko. Stiskaš me. Nehaj ga stiskati. Studiot. Stiskaš me.
Ja, stiskaš me, nehaj! Nehaj, aretiram jo. Ja, samo pomisli na to. Je Ebony tukaj? Prosim, boli me! Veš, kako me držiš? Me držiš ohlapno. On me nalašč vleče in potem mi vleče roko. Kakšen je njegov izgovor? Boli me! Zdaj ima obe roki name. To je varnostno opozorilo. Ti si na vrsti. Za vašo varnost. Prosim, ne puščajte prtljage brez nadzora. Nenadzorovana prtljaga bo odstranjena in lahko završena. Vse osebe morajo imeti nadzor nad svojo osebno lastnino, vključno z ročno in oddano prtljago. Silvija je bila aretirana zaradi obtožbe o vstopu na kritično infrastrukturo brez dovoljenja. Spletni sodni zapisi sprva kažejo, da je bila ta obtožba kaznivo dejanje 3. stopnje. Vsi ti kriminalci in preprodajalci drog po vsej Južni Floridi, pa ne boste aretirali nekoga, ki je zamudil svoj let. Živjo, lahko dobim pivo? Lahko dobim pivo? Prosim, ne joči, ker je tvoj ponos ranjen. Beso se dobesedno sesuva. Ti kriminalci po vsem svetu in Beso želi aretirati nekoga, ki je zamudil svoj let. Gospod Powell, vi ste. Molitvenik. In veš, sem Nigerika. Poznam vsa vaša imena. Glejmo. Ste s svojim osebnim telefonom slikali moje vozniško dovoljenje, gospod. To so naše službene stvari. Ne. Ste slikali moje vozniško dovoljenje. Končala sem z govorjenjem. Končala sem. Ne bom več govorila. No. Ne, ste slikali moje vozniško dovoljenje s svojim osebnim telefonom, gospod. Ne, pravkar sem vas videla, da ste to naredili. Prav. V redu potem, ni problema. Je bil to vaš telefon? Je bil to vaš telefon, s katerim ste naredili sliko, gospod? Gospa, je to vaš telefon? Je to vaš telefon? Vložila bom ogromno pritožbo zaradi tega. Poskrbela bom, da bo Beso vedel, da ste to naredili. Da ste aretirali nekoga, ker je zamudil let. O moj bog! Wow! Ne bom govoril s tabo, spet si brsil v moja vrata. Podal bom ovadbo, ker si poškodoval moje vozilo. Ja, narediš to spet. Spet to narediš. Prav, spet to narediš. Kaj je narobe s tvojim vozilom? Spet to narediš. Lahko me zaradi tega ovadiš. Da ali ne? Greš v zapor, ja, greš v zapor zaradi nedovoljenega vstopa. Greš v zapor, to je to. Preprosto. Končala sem. Tukaj sem brez dovoljenja. Še enkrat brsi moja vrata. Dodal bom še obtožbe. Kje sem bila brez dovoljenja? Prav zdaj ti povem. Kje sem bila brez dovoljenja? Kje sem brez dovoljenja? Imam pravico vedeti, kje sem bila brez dovoljenja. Kje sem bila brez dovoljenja? Hello! Gospod! Neha govoriti. Kje naj bi nedovoljeno vstopila, da me aretirate? Veš kje? Kje je bilo to? Ti veš? Jaz ne vem, kje sem bila. Prav, v redu potem. Poskušam dobiti pojasnilo. Prav, ni problema. Niti Mirandinih pravic mi nisi prebral, ko si me aretiral. Prav, niti Mirandinih pravic mi nisi prebral, ko si me aretiral. Aretiral si me brez Mirandinih pravic. Aretiral si me brez Mirandinih pravic. Nisi rekel, da imam pravico molčati. Nisi. Aretiral si me brez Mirandinih pravic. Aretiral si me brez kakršnekoli utemeljitve, zakaj me aretiraš. Peljete me v zapor, brez pojasnila, zakaj sem aretirana. Pravite, da sem nedovoljeno vstopila nekam, kjer imam vstopnico. Zakaj me aretirate? Zakaj me aretirate? Še enkrat bom vprašala, ker potrebujem pojasnilo. Zakaj me aretirate? Nisem bila nasilna. Nisem prekršila nobenega zakona. Nisem se z nikomer pogovarjala nasilno.
Nisem nikomur niti grozila. Zakaj sem aretirana, gospod? Ne morete me aretirati zaradi nedovoljenega vstopa, če imam karto za terminal in izhod, kjer naj bi vstopila na letalo. Ne morete me aretirati zaradi nedovoljenega vstopa. Ne morete me aretirati zaradi nedovoljenega vstopa. Niste mi prebrali mojih pravic po Mirandi. Niste mi prebrali mojih pravic po Mirandi. Pravkar ste me aretirali. Zavedate se, da je vse to kršitev mojih pravic, kaj ne? Mojih pravic, saj veste to. Zavedate se, da je kršitev, če me aretirate brez pojasnila, zakaj sem aretirana. In nezakonito je, da me aretirate, ne da bi mi prebrali moje Mirandine pravice. Zavedate se tega, kaj ne, gospod? Ponovno bom vprašala, zakaj sem aretirana? Silvija je kar nadaljevala še približno 30 minut. Preskočili bomo naprej do trenutka, ko jo pripeljejo v zapor okrožja Broward. Medtem ko je njena prtljaga še vedno na letališču, je s seboj prinesla svojo prvovrstno predrznost. Ne bom ti pomagal. Ej, povej jim, naj pride policistka, da jo spravi iz sobe. Ne bom pomagal. Ne. Poslušaj, temu se skušam izogniti. Ja, moški. Samo najdi nekoga, da jo pelje ven. To je to. Hotel sem, da jo odpeljejo ven. Ali moškega, ali kogarkoli. Ker če me udari, bo to problem. Zato se temu poskušam izogniti. Kdo je rekel, da te ne bi dotaknila? Nikoli se ne bi dotaknila policista. Ni se mi te treba dotakniti. Ni se mi te treba dotakniti. Ne bom. Tega sranja ne bom počel. Lahko greš sam ven, ne bom se te dotaknil. Tebe. Ti. Lahko. Ni mi treba imeti opravka z nobeno žensko. Tebe ali nekoga iz zaporske službe. Samo zgrabijo in jo pripelji noter. S tem se ne bom ukvarjal. Tega ne moreš narediti. V redu, ona bo to sprejela. Prav. Me vlečeš za los? Ja, hej, da teče navej, ne vleci me zdaj. Počakaj. Naprej. Kar navre. O, greš naprej, kar naprej. Kar naprej. Gospa. Ostani tam, zadnjič ti rečem. Koliko? Kolikokrat? Aha, v redu, prav. Ni problem. Jesus Christus. Brate, vse, kar mora narediti, je, da gre. Noče poslušati. Edi, no dejno, saj se hecaš. Vse to želimo narediti zaradi nedovoljenega vstopa. V redu, torej obvestil te bom. Povedal bom samo enkrat, zato poslušaj in nehaj govoriti. Ko izstopiš, boš šel na našo postajo, prav? Naša postaja je Terminal 2 in Delta. Terminal 2 Delta. Jaz bom šel do prvih vrat. Pisalo bo šerifov urad, potrkal boš. Rekel boš, hej, bil sem aretiran. Aretirali so me v soboto, potrebujem svojo prtljago. Moral bom iti spat po svojo prtljago in vse podati. Če ne prevzameš svoje prtljage na šerifovem uradu, bo šla v skladišče dokazov in bo trajalo celo večnost, da jo dobiš nazaj, prav? Vejte, kaj ste naredili, gospod. Antonio, ni problema. Nimam prijazne žene. V redu, prav. Poskrbi za tiste otroke. Zaradi zamujenega leta. To se bo zgodilo. To je noro. Tega kaj hvala. To je noro. Tako mi je žal zate. Ne moram te gledati pri tem. Opravil boš preostanek dela. Ja, cenim, da nam dovoliš zaslužiti denar. Moral boš tole nadeti. Če tega ne storiš, bodo to naredili oni tam noter.
Ne, ti lahko to narediš. Zato bom to naredil. A boš to naredil ali ne? V redu, oni bojo to naredili tam noter. Antonio. Ne delam tukaj. Ne veš, samo strahno je. Ne delam tukaj. Ne, lahko ostaneš tam spodaj. Lahko izstopaš. Ne dotikaj se ne. No, potem boš moral ostati tam spodaj. Tukaj sem. Sam trudiš se biti, jaz čakam. Ne, nisem. Ne grem. Samo stan tam. To je to. To je on, ostani tam. Naslednji dan sta bili Silvija in Zaya Kaur izpuščeni iz zapora po plačilu varščine v višini $10,000. Sodnik je v tem primeru ugotovil utemeljen sum. 26. junija 2025 je bil primer Silvije in Zaye Kaur preklasificiran v prekršek in njen primer je bil od takrat zaprt. In kot zdaj vemo, enako velja tudi za Spirit Airlines. Hvala, ker ste spremljali to epizodo oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj v ponedeljek z novim primerom.